Pred dobrimi 20 leti so se pri Toyoti odločili za pogumno potezo in svetu ponudili prvi serijski avtomobil s hibridnim pogonom. Če smo bili kupci do takšnega pogona v začetku skeptični, je danes drugače, saj ponujajo hibridno tehnologijo praktično že vse avtomobilske tovarne. Če se nam zdijo hibridni pogoni danes nekaj povsem običajnega, pa je drugače s pogonom na vodikove gorivne celice. Nekaj poskusov je v avtomobilski industriji sicer že bilo, a spet so bolj odločno zgodbo pred 5 leti začeli pri Toyoti z modelom Mirai. No, če smo natančnejši, so z razvojem gorivnih celic pri Toyoti začeli celo pred razvojem hibridnega pogona že leta 1992, a tisti pravi in prvi serijski pa je bil leta 2015 model Mirai. Prvi Mirai je bil precej futuristično oblikovan avto, zdaj v drugi generaciji pa se kaže v veliko bolj elegantni podobi, pri čemer bi brez težav lahko na nosu vozil tudi Lexusovo značko. Pohvalno zunanji eleganci sledi tudi notranjost. Pri Toyoti poudarjajo, da so ob snovanju druge generacije upoštevali tudi kritike na račun prve, zato zdaj novi Mirai ponuja prefinjeno obliko, udobno vožnjo 5 potnikom, številne varnostno-asistenčne sisteme in večji doseg. Novi Mirai stoji na povsem novi platformi, a kar je še bolj pomembno je to, da so pri Toyoti maso razporedili na idealnih 50-50, kar pomeni, da v vožnji ni več težav s preobremenjenostjo ali prednjega ali zadnjega dela. Idealno razporeditev mase so dobili tako, da so celotni vodikov sistem namestili spredaj, električni motor pa zadaj. Vmes je ostalo dovolj prostora za dodatno jeklenko za shranjevanje vodika. Zdaj so na voljo 3, skupaj je mogoče shraniti 5,6 kg vodika, kar je kilogram več kot pri predhodniku in dovolj za 650 km dosega. Prenovljen je tudi sklop gorivnih celic, ki je kompaktnejši, sestavljen iz manjšega števila celic, a vseeno močnejši. Hkrati je za 10% povečan izkoristek delovanja. Električni motor, ki poganja zadnji kolesni par in se hrani preko litij-ionske baterije, ponuja 134 kW ter 300 Nm navora. Dovolj, da pospešek z mesta do 100 km/h traja malo več kot 9 sekund, največja hitrost pa znaša 175 km/h. Žal je bila testna vožnja prekratka. Pa če upoštevamo, da Mirai prinaša tehnologije prihodnosti, potem se za prihodnost našega planeta ni zabavno. Tudi zato ne, ker so nam Toyotini strokovnjaki, s katerimi smo se tokrat pogovarjali preko spletne povezave, ponudili zanimiv odgovor na vprašanje, ali si želijo s pogonom na vodikove gorivne celice ustvariti podobno revolucijo, kot so jo naredili s hibridnimi pogoni. それはもちろんです。先ほどもお話したように、ハイブリッドも、今フォースジェネレーションなんですね。で次は、フィフスジェネレーションを我々は取り組んでいくんですが、同じように、今回はセカンドジェネレーション FCB ですけども、それをサードジェネレーション、フォースジェネレーションって、回を追うごとにですね、レベルアップ、進化を遂げたいと思っています。Trenutno Mirai v Sloveniji ni na prodaj. Pa ne zaradi cene, ki ostaja na ravni prejšnjega modela, torej okoli 65 000 €, ampak predvsem zato, ker v Sloveniji nimamo ustrezne infrastrukture in polnilnic.